Končana druga faza obnove celjskega mestnega središča. Na celjskem sejmu še zadnje priprave na 47. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Na Vranskem proslavili 15 let veteranske Avto-Moto zveze Slovenije. Tina Trstenjak in Ana Velenšek rešili slovensko čast v Čeljabinsku. Spoštovane gledalke, gledalci televizije Celje, dober dan v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Mestna občina Celje je aprila leta 2012 začela s prenovo starega mestnega jedra. V letošnjem letu so zaključili z drugo fazo obnove in tako pod streho uspešno spravili kar 7,6 milijona evrov vredno naložbo. Prenovljeno staro mestno jedro bodo slovesno odprli v petek ob 19. Mestna občina Celje zaključuje drugi projekt prenove v starem mestnem jedru, s katerim je zaključena ureditev tako imenovanega mestnega križa Stanetove in dela Prešernove ulice s Krekovim in Glavnim trgom ter delov navezovalnih ulic. Dela so bila izvedena v sklopu dveh evropskih projektov, obnova dela starega mestnega jedra v Celju in ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju, z izjemo prezentacije pred objektoma Glavni trg 17 in 17a, ki pa bo izvedena naknadno. Gre za zelo obsežno investicijo, finančno zahtevno investicijo, pa tudi sicer prenova mestnega jedra odpira mnogo različnih vidikov, od tega, kako v času prenove urediti samo funkcioniranje mesta, logistiko, do tega, da je nenazadnje vse skupaj treba narediti tako, da bo večini prebivalcem všeč. Vsem verjetno nikoli, tega se zavedamo, ampak večini pa verjetno da. V sklopu obeh operacij je skupaj izvedenih 13.200 kvadratnih metrov urejenih površin, 980 metrov vodovodnega omrežja, 1080 metrov plinovodnega omrežja, 1750 metrov kanalet za odvodnjavanje meteornih vod, vgrajenih je bilo 59 komadov novih luči za javno razsvetljavo, vključno s kandelabri ter 33 komadov ostalih vgradnih svetilk javne razsvetljave, 19 klopi, 31 košev za smeti, 24 stojal za kolesa, 15 drevesnih rešetk, 176 stebričkov za omejevanje prometa in 9 kompletov potopnih stebričkov za omejitev prometa na ulicah 14. divizije, Razlagovi ulici, Prešernovi ulici, Lilekovi ulici, Gubčevi ulici in Vsavinovi ulici. No, kljub obsežnim delom pa prenova še ni v celoti zaključena. Prenova mestnega jedra seveda še zdaleč ni končana. Mi bomo v naslednjih letih veliko delali tudi na vsebinski prenovi. Že v letošnjem letu smo dokaj dosledno izkoriščali tudi našo zakonsko možnost uveljavljanja predkupnih pravic, kadar se v mestu prodaja kakšen lokal, poslovni prostor ali pa cel objekt, v želji, da te objekte vrnemo nazaj v njihovo funkcijo. Lahko povem, da na razpise mestne občine za poslovne prostore še vedno dobimo prijave večjih interesentov, tako da želja po upravljanju dejavnosti v starem mestnem jedru obstaja. Oba projekta sta bila sofinancirana iz naslova prednostne usmeritve regionalni razvojni programi, razvojne prioritete, razvoj regij, operativnega programa, krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Skupaj pomenita investicijo v višini 7,6 milijonov evrov, od tega 4 milijone evrov evropskih sredstev in 362 tisoč evrov po zakonu o financiranju občin oziroma skupaj 4,4 milijona evrov zunanjih virov. Ostali denar je občina zagotovila iz svojega proračuna. Prva faza se je začela aprila 2012. Za obe fazi smo dobili nepovratna sredstva, brez katerih se prenove verjetno niti ne bi lotili. Po začetnih težavah, ki smo jih imeli zaradi stečaja izvajalca, smo potem v ponovljenem razpisu po naši oceni dobili kvalitetnega izvajalca, ki je delo kvalitetno opravil, tudi z čim manj motnjami v samem funkcioniranju starega mestnega jedra.
Odprtje prenovljenega starega mestnega jedra bo jutri ob 19. na glavnem trgu, kjer bo v kulturnem programu nastopil Celjski godalni orkester. Zasedba Uglašena riba pa bo na trgu pred Metropolom pripravila svoj koncert. Prihodnjo sredo bo predsednik države Borut Pahor na Celjskem sejmišču odprl 47. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Na njem se bo v 15 sejemskih dvoranah predstavilo več kot 1500 razstavljavcev iz 30 držav. Organizatorji v tednu dni pričakujejo med 100 in 150 tisoč obiskovalci. Med tujimi razstavljavci tudi letos prevladujejo podjetja iz Italije, Avstrije, Nemčije. V dvorani L, kot je običajno, se predstavljajo kar 3 države BRICA, torej Brazilija, Indija, Kitajska. 19. se predstavlja hrvaško gospodarstvo, 9. se predstavlja avtonomna pokrajina Vojvodina, letos prvič pa se ji pridružuje tudi Nacionalna agencija za regionalni razvoj iz Zaječarja. In pa seveda naše tradicionalne partnerice gospodarske, ki, bom rekla, so tudi nekako najbolje zastopane, se pravi Nemčija, Italija, Avstrija, med temi državami, ki jih velja izpostaviti. Organizatorji letos izpostavljajo tudi številne sejemske ugodnosti za obiskovalce. Prvi dan bodo vstopnice na voljo po 2 evra, posebno pozornost so letos namenili tudi družinam ter v sodelovanju z gostinci poskrbeli za nižje cene gostinskih storitev. Tudi popoldanske vstopnice po 16. uri so cenejše. Cenejša pa je tudi vstopnica za družine, 10 evrov, če se spomnite, lani je bila 12 evrov in seveda te ugodnosti nekako tudi se jim pridružujejo, tudi ugodnosti na področju gostinskih storitev. Naši obiskovalci lahko pričakujejo tudi zmerne cene gostinskih storitev, ki so povsem primerljive z cenami v restauracijah in gostilnah. Moram reči, da v preteklosti je bilo kar nekaj pripomb na to tematiko ali pa na te cene, no, zato smo se posebej potrudili, da nekako ugodno in prijazno ponudimo obiskovalcem te nove možnosti. Pomemben partner Mednarodnega obrtnega sejma bo tudi letos Obrtno-podjetniška zbornica. Obrtniki so bili pred skoraj pol stoletja eni izmed pobudnikov tega sejma. Obrtno-podjetniški zbornični sistem se bo letos predstavil na Mosu skoraj na 1300 kvadratnih metrov velikem prostoru v dvorani L1. In seveda bo tudi največji samostojni razstavljalec. Prvič letos bomo na ulici Obrti predstavili 8 tradicionalnih, sodobnih obrtnih poklicev v živo. Vi veste, da je pomanjkanje poklicev za obrt in podjetništvo, zato želimo tudi na tak način spodbuditi te mlade obiskovalce, katere bo obiskovali ta celjski sejem, da obiščejo to ulico obrti in podjetništva. Predvsem pričakujemo osnovnošolce, da se bo lahko kasneje odločili tudi za razne šolali za razne poklice. Že 7. leto bo generalni pokrovitelj Mosa Hypo Alpe Adria, ki tudi letos za obiskovalce in razstavljavce pripravlja vrsto ugodnosti. Od brezplačnega vodenja in 12-mesečnega brezplačnega vodenja poslovnih računov do tega, da nudimo tako imenovani Hyponet, to je naša elektronska banka brez pristopnine, nekatere druge ugodnosti, kot so Mastercard, kartice za podjetnike, seveda v tem paketu tudi brezplačno. Za fizične osebe, ki jih je, ko smo ugotovili, več kot 100 tisoč, med 100 pa 150, smo tudi določene ugodnosti pripravili, to je tako imenovane IQ transakcijske račune brezplačen zavedno, to pomeni tisto, ki bo v okviru sejma sklenil pri nas račun, ne bo nikdar v življenju za ta račun plačal niti evra vodenja. Tako da to se mi zdi, da se splača nekako poskrbeti za to ugodnost. Organizatorji tudi letos opozarjajo na številne strokovne prireditve in bogat spremljevalni program. Že lansko leto smo nekako začeli z temi doživetji, prinašajo veliko dogajanja na osrednjem prireditvenem odru, potem zelo pestro adrenalinsko dogajanje na adrenalinskem poligonu in pa posebno dogajanje za čas družinskega, torej vikenda, soboto in nedeljo v dvorani
A. Posebej bi mogoče upozorila na nastop priljubljenega ribiča Pepeta, Tanje Žagar in pa seveda to, da so se nam pri tem projektu pridružili tudi partnerji iz mestne občine Celje, torej mestnega marketinga, Zavoda Celeja, s katerim smo skupaj pripravili ta, bomo rekli, projekt predstavitve torej Celja. Sejem bo vsak dan odprt med 9 in 19 uro, zadnji dan pa bo svoja vrata zaprl ob 18. Slovenska veteranska Avtomoto zveza je prejšnji konec tedna na Vranskem proslavila 15 let uspešnega delovanja. V Centru varne vožnje na Vranskem so pripravili srečanje ljubiteljev starodobnih vozil. Organizatorji so bili nad udeležbo prijetno presenečeni. Po 5 letih je SVAMZ znova pripravil zbor starodobnikov na zahodnem robu Spodnje Savinjske doline. Prireditev smo pripravljali kar nekaj časa, glede na to, da nazadnje je bila tovrstna prireditev pred 5 leti na Vranskem. Letos smo se odločili, da jo premaknemo na Center varne vožnje Vransko z razlogom, da bodo vozila mogoče nekoliko bolj na ogled v smislu razstave starodobnih vozil. To je tudi sam smisel te prireditve. Praznujemo pa 15. obletnico Slovenske veteranske Avtomoto zveze in vsi, ki danes tu razstavljajo, so naši člani. Nekih posebnih kategorij vozil ni, mogoče so koncentrirani po sektorjih, v smislu razstavljeni so osebna vozila, motorna kolesa, predvojna in atraktivna vozila in nekoliko večja. Vozil je iz leta v leto več, sploh takih mogoče bolj nenavadnih, prestižnih, drugačnih, kot smo jih mogoče navajeni iz prejšnjih let. Ljudje so namreč ugotovili, da mogoče tovrstna vozila lahko pomenijo in so neke vrste investicija. Tako tudi jih jemljajo in namesto da vlagajo v kak čuden drug konjiček, ki prinaša izgubo, rajši si kupijo starodobnika, ki jim pač ostane, se popeljajo kako nedeljo na izlet in še obživajo v tem. Zakaj Fiček? Fiček je tak svetovni avto, to je vse posod, kamor prideš, je Fiček atraktiven, lep za pogled, bolj majhen je, ni tako neki veliki ameriški, je pa tudi se z njim da marsikaj narediti, ne? Smo si pelali vsega, družino celo smo se na morje pelali, 2 otroka, žena, jaz, velik prtljag je, danes pa rabijo pol avtobusa, da pridejo na morje, pa da nekaj sabo pelajo. V voznem stanju naj bi bilo Fičkov tam od cirka okrog 250, v voznem stanju, drugače pa stalno registrirani, Fičkov je pa okrog 200. Fičo je zakon in legenda bo ostalo, tako kot treba. V preteklosti je veljalo, da je starostna meja za starodobno vozilo 25 let, kar pa ne velja več. Z letošnjim letom, z januarjem, je zakon predvidel, da postane starodobno vozilo tisto vozilo, ki je staro oziroma starejše nad 30 let. Kdor želi, si lahko vpiše tako imenovani status starodobnika tudi v prometno. Gre za pač posebne postopke, ki potekajo preko pooblaščenih organizacij in seveda naše pisarne. In posredno tudi seveda z certifikatom, ki ga to vozilo dobi. Certifikat je neke vrste identifikacijska kartica samega vozila, ki vozilo potem tudi spremlja. Lastnik ga mora obnavljati in s tem se spremlja tudi sam potek obnove, razvoja obnove samega vozila, kaj se dejansko sploh z vozilom dogaja. In zato skrbi prav naša organizacija. Krovna avtomobilska veteranska Avtomoto zveza poleg tovrstnih zborov opravlja še veliko drugih dejavnosti. Slovenska veteranska Avtomoto zveza je bila kot prva ustanovljena pri Muzeju motociklov Vransko leta 1999. Od prvega dne do danes ima v registru več tisoč vozil, združuje več tisoč članov, to se pravi posredno, neposredno klubov. Klubov samih je čez 60, pa seveda posamezniki, ki so pač ljubitelji tovrstne dediščine, pri nas dobijo uslugo v smislu izdaje certifikata, ki jim pomaga pač pri določenih postopkih same registracije vozila. Sploh pomembno je, da se pri nas oglasijo, kar se tiče uvoza vozil in podobno.
Člani judo kluba z dežele Sankaku so nas znova presenetili na svetovnem prvenstvu v Čeljabinsku, kjer so spet rešili slovensko čast. Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg ter Ana Velenšek v kategoriji do 78 kg sta osvojili bronasti medalji. Trstenjakova se je do vrstitve prebila preko repasaža, kjer je najprej premagala Nemko Martino Trajdos, nato pa v borbi za bron še Francozinjo Annie Laure Bellart, Velenškova pa je za vrstitev dvakrat zmagala, nato izgubila proti olimpijski prvakinji Američanki Kylie Harrison, nato pa spet zmagala v repasažu ter v borbi za bron proti branilki naslova Kyung Sol iz Severne Koreje. To nam je nekako še dolžnost od lanskega leta, ko smo prišli kot klub brez medalje v Slovenijo. Na ta račun smo letos 2 medalje dobili. Vsi smo zadovoljni, tako kot tekmovalci, tako tudi jaz, zato ker to ni samo ta uspeh pa ta medalja, ampak tudi kvalifikacijske točke za olimpijske igre v Rio. Te 2 tekmovalki, ki ste osvojili ta rezultat, sta se tudi kar visoko po lestvici gor povzpele. Velenškova in Trstenjakova sta imeli svoj dan, ko sta razveselili celoten celjski tabor. Vsaka je pač dala maksimalno od sebe, kar je bila zmožna. Žreb je bil normalen, ni bil niti naklonjen, niti težak, ampak tako ravno prav, da so lahko vse, oziroma celo svojo pripravo, ko so jo dale čez poletje skozi, da so lahko tu pokazali svoj pravi lesk. Ženska reprezentanca je na ekipni tekmi osvojila 7. mesto, moški so ostali brez uvrstitve. V ekipnem delu je bilo možno, da bi tudi po mojem občutku osvojili lahko medaljo. Proti Nemkam je šlo čisto tesno, tam je Ana Velenšek izgubila in Tina Trstenjak. Najverjetneje tudi malo zaradi pritiska, ker so že imeli osvojeno medaljo na tem prvenstvu. Tu mogoče najboljše se borila Petra Nareks, pa tudi Janka Pogačnik, ki je dala vse od sebe. Tako da je bila možnost, da bi proti Nemkam zmagali. V kasnejšem boju za 3. mesto bi nas pa čakale Poljakinje, katere pa jaz osebno mislim, da bi lahko premagali. Tini Trstenjak pa odlično dirigira Urška Žolnir, ki se je v trenerskih vodah odlično vklopila in je več kot le desna roka Marjana Fabjana. Izredno se je pokazala v vlogi trenerke za Tino Trstenjak, kjer je s svojimi napotki in z psihično pripravo tekmovalke res pokazala svoj tudi trenerski lesk. Zdi se, da je bil po tekmovanju v Čeljabinsku najbolj razočaran Roki Drakšič, ki se je vrnil po poškodbi. Roki Drakšič je imel v spomladanskem delu dosti poškodb. Poškodbe sem že vlečel od januarja, pravi trening je imel mesec pa pol, to pa seveda ni dovolj za en tak rezultat. Jaz mislim osebno, da še bo rabo še 4-5 mesecev, da bo mogoče spet prišel na tisto, kar je bil. Bo pa vedno teže, če ne bo rezultatov. Kako pa je s poškodovano Lucijo Polavder? Lucija Polavder se še vedno malo kreva od poškodbe. Tudi pri njej bo težko se vrniti brez tekem, pa brez tega kar naenkrat, ampak mislim, da postopoma bi lahko drugo leto v začetku leta počasi začela vključevati v ta vrhunski judo. Svetovno prvenstvo v Čeljabinsku je torej za judoisti, zdaj so pred njimi nekoliko manjše tekme. Tu so še zdaj prva slovenska judo liga v članski konkurenci. Lansko leto smo bili prvaki, letos ne bomo šli na prvo mesto, ampak zdaj prva je bazična priprava, s katero bomo začeli čez mesec dni, in pa seveda Grand Prix v Zagrebu, ki je že naslednji teden oziroma konec tedna in bo naših tekmovalcev nastopalo 11. Celjski judoisti bodo prihodnji konec tedna torej nastopili v hrvaški prestolnici na Grand Prixu. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, manj verjetne padavine pa bodo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Tudi v soboto bo dopoldne večinoma suho z meglenim jutrom, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in kakšna nevihta.
To je bilo vse za današnjo informativno oddajo. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami spet jutri ob 18:30. Nasvidenje.